Zelo veliko stvari sem v življenju počel. Med drugim avtopravnice sem imel. In sem ful dobro furil. Mi je tako zelo veliko dalo. No. Ful sem se hotel samo osvojiti in je bila ena priložnost v super Novem mestu. In jaz sem zelo tak človek, da karkoli počnem tako. Hočem dati maksimum in moja vizija je, da res tako postavim najboljša avtopravnica v Novem mestu. In sem imel res to ratel. Sem tiste 4 leta sem jo imel, dokler res nisem šel v Zvezde plešejo, pa te muzikale, pa tako naprej, pa res nisem mogel več handlati. In sem tako tudi po 350 v vodo sem jo, pa tako 350 ur 400 sem na mesec naredil fizično tam. Imel zaposlene in smo postavili res nivo, tako mi smo imeli en teden naprej polne termine, nisem mogel priti k nam. Kdo bi rekel? Res, tako, full the best, full dober, full sem imel strank in imam še zdaj tako kakšne te odnose s temi strankami. Pa si pa mogel zaključiti, ni bilo preveč. Pa sem pa zaključil, mi je pa malo mami pomagala to furati, veš, pa nisem bil več toliko prisoten in so se ful začele pizdarjati. Je nivo začel padati, čiščenja, stranke so se začele pritoževati, ne vem, tam je neki preveč pošprical, pa je radio crkno, pol ne vem, je en fan študent enega primerenega X6 novega premaknil, ker stane 200 juri avto, pa ga je pošlajcev, ne, so bile zavarovalnice, pa to ne. Ampak ful me je začelo obremenjevati in sem potem tik pred korono prodal to. Tako mi je bilo res, tako idealno sem naredil, no. Idealno. Ja, namenjeno. Ja, in pa sem se v bistvu tudi začel takrat glasbeno šolo s tem. Pa, tako. Ker to mi je bila pa vizija, no, ko doštudiram, da imam, nisem se nikoli videl, da bi učil v neki javni šoli. Mislim, nikoli ne rec nikoli, ampak sem se bolj videl, da tako, da imam sam in se je lep center razvil zdaj iz tega. No. Res je. Ja. Si pa že zelo lep uvod naredil podcast, tako da mi je zdaj kar malo čak, se to že snemava, ne? Ja, snemava. Ne, res. Tako da naj te uradno pozdravim, no, danes je z mano ob kavici Gašper Rifel, ampak res te nisem mogla prekiniti. Vse to je čar podcasta, ne, da takoj padeš v pogovor. Ja, vidiš, ne vem, nekako sem te že pri vratih, ki si me sprejela, začutil, da bo danes tak lep pogovor. Tako da hvala ti za povabilo in zelo dobro kavo in prijetno energijo že ob štartu tega pogovora. No, super. Vedno lepo to slišati. Prišel si direkt z Aktuala, ne? Ja, evo, direkt z radija v tem jutru sem jutranji človek, tako da se zbudim ob takih urah, a veš, ko greš na pot, verjetno si se kdaj zbudila tako zgodaj, ko greš na pot, pa tam na semaforju še ni rdeče, rumene pa zelene luči, ampak je sem rumena. Veš, in je zelo fajn, ker nimam nobene gužve na poti v službo. Ampak si misliš, kaj jaz delam tule? Ma ne, semafori ne delajo. Zjutraj si vedno mislim, ker res nisem tako zelo jutranji človek. Nisem pa da bi jambral zdaj, ne vem, pač ostanem, ker pač to sem si izbral, ne, to želim. Ampak ko ostanem, pa ko pridem potem na radio, na televizijo, ko so res taki prijetni ljudje, no, se veš, medijski prostor, moraš nekako biti kreativen, moraš prideti tam z neko lepo energijo in tako naprej. Čeprav vedno tudi ne rata tako, ne, vsi imamo kdaj malo slabše dneve, ampak je zmeraj pol nekdo na radio, ki malo naredi en tak balans in tako, če si ti malo slabe volje, še posebej no, z mojo sovoditeljico Martino, sva res en tak lep tandem in če ima ona kdaj malo slabo jutro, jaz malo prevzamem, če imam jaz, ona malo prevzame, tako da se zelo lepo dopolnjujeva pri tem. Koliko časa sta že zdaj skupaj v etru? 1 leto bo zdaj. Tako da verjamem, leto, zelo hitro je minil, zelo vesel sem, da imam njo za sovoditeljico. Zelo sva se ujela, no, tako v nekem smislu za humor. Meni je to ful pomemben, da se z nekom ujamem v nekem smislu za humor. Martina je tudi zelo inteligentna, ogromno izkušenj ima, kar se tiče medijskega prostora in se lahko zelo veliko tudi od nje naučim. Tako da sem vesel, da sem pristal z njo v tandemu. Pa še takšna energijska bombica. Ja, to so te Štajerke, veš, ne si prav, pa kva tam raste za Trojanami, ja, veš, ti si te Štajerke, tako imate neko to posebno energijo, no, tako da Martina je definitivno ima. No, lepo. Pa tudi jaz sem jo že tule gostila in jo poznam in vem, da je res super. Potrjuješ lahko, ne to? Ja, potrjujem. Dobro kavo si skuhala. Kakšno pa piješ, glede na to, da se druživa ob skodelici kave? Točno tako. Zjutraj imam zelo rad tako kavico z mlekom, brez sladkorja, to mi je super.
To mi je super začetek dneva. Pa ne zato, da rabim kavo, da me zbudi, ampak ta okus mi je ful dober, no? Ta nek ritual. Tudi zjutraj, če nimam obveznosti, se zelo rad zbudim, še preden se zbudita ta mala dva mogoče, da imam malo miru in tako, da si vzamem nekaj časa zase. No. To mi je tako, da se malo postavim pred dnevom. Bolj nekakšen ritual in pa ja, ta ritual. No. Okus, in mi je tako, kava 1 ali 2 skozi dan mi je super, pa popoldne, recimo, če mi malo energije zmanjka, si vzamem kakšno guarano in tak nadomestek v bistvu kave. Tako da mi tudi ustrezano, da me malo dvigne. A z Martino tudi pol kafetkata? Ja, recimo zdaj zjutraj, pa če toliko zgodaj, da res doma še ne spijem kave, se samo oblečem in gremo v avto in na radio. In potem imamo pa tam na radio mi dva eno tako elektronsko to džezvo. In Martina vsako jutro kuha turško kavo tam in ja, tako da skuha odlično kavico. No, super, da so pa tudi ti trenutki takšni lepi, a ne? Kot ja, morajo biti ob kavici. Itak, da lepo začnemo, da se malo pogovorimo, da si neko, vse veš, pač v eter, si želimo dati lepo energijo ljudem, lepo, mi smo tam, da ljudi malo prebujamo, da jim damo lepe občutke, da jim povemo kakšno fajn zgodbo, kakšno fajn informacijo in lepo je biti v stiku s poslušalci, gledalci, tudi potem, ko večkrat dobim kakšen odziv, da jim polepšamo jutra z glasbo, z zgodbami, z pogovori, z nasmehi in tako naprej. No. Tako da mi zelo prija ta občutek, da ljudem lahko nekaj lepega daš. Ti je to v bistvu potem všeč, da deluješ tudi kot voditelj, ker če se ne motim, je verjetno tvoja prava ljubezen vseeno glasba. Ja, mislim, nikoli, no. Nisem tako aktivno razmišljal, da bom kdaj res voditelj. Glasba je bila tista moja prva od nekdaj. Ta stik s publiko, oder mi je bil vedno blizu, čeprav mi je bil včasih zelo bolj stresen. Vedel sem, da si ga recimo želim, ampak sem bil v preteklosti zelo nesuveren, bi rekel, no? In sem se malo bal tega odra. Pa se mi zdi, da sem zelo veliko dal tudi na to, kaj si bodo drugi mislili. A sem dovolj dober, nisem dovolj dober in se mi zdi, da mi kar malo te suverenosti manjkalo in pa sem na eni točki res želel malo preseči to, no. Malo sem želel spoznati, kdo res Gašper je in kaj pravzaprav, ko stopim na oder, želim dati. Ali je zdaj to v vlogi glasbenika, pevca, ali je to kot v vlogi voditla. In se mi zdi, ko spoznaš sebe, res lahko ljudem daš točno to, kar ti si, no? In to je neka moja vizija, da sem tak, kot sem in da ne glede na okolico, ne glede na ljudi, vedno imaš različna mnenja, nekomu si všeč, nekomu ne, ampak meni je predvsem to pomembno, da ko jaz pridem zvečer domov, po vsem teh nekih, bom rekel, ogromno spoznavam ljudi, ogromno se družim skozi dan in tako naprej, ogromno nekih projektov in tako, in zvečer, ko pridem domov, mi je pomemben ta občutek, da sem miren, da mi je tako občutek, se pa to je neko tako življenje, ki si ga želim zase, pa ni vedno tako, ne najdem, iščem ta balans med tem, no, med tem, ko je vse turbulentno, da najdem vsem tem mirno. To se mi zdi ena taka zelo vrednota, ki jo z leti zelo cenim, no. Da pridem domov, da najdem ta mir in to neko zaupanje, da je v redu, tako ko živim. Mislim, da si zdaj skozi vse intervjuje že malo nakazal, da zdaj pa greš v pravo smer s tem svojim prihajajočim drugim albumom, s tem, da je tvoj komad Sanjam eden najbolj iskrenih pesmi, kar si jih dal ven. Da se mi zdi, da res greš v to smer. A veš, zdaj v pravo smer, ali grem ali ne, bom videl čez nekaj let, ne, kako bo čas pokazal, ampak nekako čutim, da je to najbolj iskrena pot trenutno zame, ker je brez nekih kalkulacij. Trenutno res ustvarjam drugi album, ki je povsem avtorski, to so neke pesmi, ki jih jaz čutim, v njih nekako živim zgodbe, ki se meni dogajajo, ki se dogajajo, bom rekel, mojim prijateljem, mojim bližnjim. Kakšna skladba govori o tem, kako jaz vidim, kakšen pogled imam na svet. In predvsem bo ta album zelo iskreno in brez nekega kalkuliranja in zato čutim, da je to na nek način moja prava pot in tako
Nikoli si nisem mislil, pa vedno sem upal, da bom prišel do te točke, da bom pri ustvarjanju glasbe res tako zelo užival in dal stran te predsodke, ali bo to ljudem všeč ali ne. Ker mi ful mi je dobro ta občutek, da jaz, ko pogledam izdelek, si rečem, ok, to mi je pa dobro. To mi je pa res dobro, ne. Sej potem se v bistvu, tako je bilo, lahko ti čisto iskreno povem, ne. Ko recimo za komad sanjam, tokrat ga že slišim pred izdajo, ne. Preden jaz izdam to pesem, gre milijonkrat čez moje ušesa. Res sem tak perfekcionist in mi je zelo pomembno, kako neke stvari zgledajo, se slišijo in tako naprej. Hočem dati maksimum od sebe, nočem si očitati, da to sem nekaj napol naredil, čeprav pač vedno mi tudi ne rata, ne. In za sanjam je bilo tako na koncu, a je to dovolj dobro, ni dovolj dobro. In pa se tako malo spomnim občutka nazaj, malo pomislim, se tako malo umirim, čisto prvega občutka, ki sem ta komad naredil na klavirju, ne. In se spomnim, ok, se vem, takrat mi je bilo ful dobro, ok, pa je to že pravi občutek. Tako da malo se probam poslušati, no. Ja, itak je za tebe čisto drugače, ne? Če prej tolikokrat poslušaš, mi pa v bistvu prvič. Pa nekdo pa sliši prvič in je pa malo drugače. Pa tudi, v bistvu res je glasba zelo taka, ne moreš objektivna stvar. Zdaj, če bom nekemu rockerju pokazal komad sanjam, bo rekel, ok, ni moj stil ali pa tako naprej. Odvisno, ne vem, kako nekdo živi, kakšna glasba mu je všeč in tako naprej. Tako da res se mi zdi kot ustvarjalec, ali je to glasba, ali je to, ne vem, ali si igralec ali pa karkoli drugega, da ustvarjaš, nekaj kreiraš, se mi zdi pač mora biti v prvi vrsti tebi všeč, ne. In potem pač ljudje se potem poistovetijo z nečim, ali se ne, nekdo se bolj, nekdo se manj, odvisno v različnih obdobjih smo, različno razmišljamo in prav je tako, no. Verjetno pa potem ta tvoj perfekcionalizem tudi potem publika malo umili, ko ti pove, da jim je všeč tvoja pesem. Ja, me zelo, to je tudi tako zanimivo, veš. Jaz sem vedno tako, če je bilo 100 ljudi, ne, pa mi je 100 ljudi na koncertih rekli, ful je bilo dobro, ne. Pa je pa mogoče en rekel, to me pa malo zmotil. Sem se zmeraj upiral na tistega enega, ne na teh 100, ne. Je bilo zmeraj zanimivo, zakaj nisem tam tako, nisem naredil tako, ne. Ta perfekcionizem me je večkrat kar stal nekih stvari, ne. Še nazadnje recimo, se mi je zgodila ena taka zelo zanimiva stvar, ki me je tudi zelo naučila. Imel sem eno serijo enih koncertov s simfoničnim orkestrom Novo mesto in smo imeli več koncertov in tako naprej. Zadnji koncert je bil pa v Novem mestu, ne, to je moj domač kraj, tam me ljudje res poznajo in se mi zdi, čutim, da me res lepo sprejemajo, no, kadarkoli pridem, se dobro počutim in čutim neko odgovornost, da jim dam res najboljšo verzijo sebe, ne. In potem imamo v tej dvorani 1500 ljudi, razprodano, res tak krasen večer in jaz pojem nekaj komadov in na koncu zapojem pesem Vrača se pomlad, ki je vokalno kar zahtevna pesem, zapel sem jo že 100-krat in tako res mi je dobro zapet, ker ima tak lep, dobro sporočilo, ima emocionalna pesem, vokalno je zahtevna, mi zelo ustreza in na koncu ima tak en ton, ki ga res moraš držati tako nemočno. In se mi je zgodilo, da tako nisem bil čisto v trenutku in se mi je zgodilo, da sem v bistvu premalo zraka vzel za ta ton in mi ni tako ratal, kakor sem je želel, ne. In pa so moji domači, tisti, ki me poznajo, jaz tako odpojem in mikrofon držim in ga dam dol. In že po obrazu se mi je videlo, da pač nisem bil zadovoljen, ne, pa hkrati si mislim. In pa sem bil čisto jezen, to mene čisto zretira, ker ni bilo tako, kot sem si jaz zamislil, da bo, ne. Pa vem, da je lahko, pa na koncu, pa to so moji ljudje, pa tako naprej, ne. Itak sem se pa sekiral še kar nekaj dni, čeprav so vsi bili tako, nismo nič slišali, ne. Ja. Sem mogoče res to bolj jaz opazil, ne. Tako da včasih znam biti kar zelo zahteven do sebe, no. Ampak po eni strani se mi zdi to prav, da iščeš skozi neko boljšo verzijo sebe, no, to me nekako tudi žene naprej, se pa učim z leti, to mogoče leta prinesejo, da si znam včasih reči, pa tudi, ok, to si pa dobro naredil. Ja, ker to te lahko omejuje. Čeprav je v nekem pogledu dobro, ne? Te žene naprej, te pa tudi omejuje, ne? In sploh, če poveš, da se potem nekaj dni sekiraš,
Ja, zaradi pa tega. to se mi zdi, da včasih nisem, včasih pa tudi mogoče vsa ta socialna omrežja pa tako, ne, saj sama vidiš, vse se mi zdi, da je tako, vse mora biti perfekt, vsi smo perfekt, vse mora biti lepo, vsi imamo perfekt življenje in tako naprej, ampak meni se zdi glih to, da ljudem pokažeš, da si ranljiv, da imaš glih, jaz imam tudi ful slabih dni, ogromno slabih dni, so dnevi, kam je tako, ne vem, a je to prava smer, ni prava smer, se ful vprašam s temi, tudi ko izdajam pesmi, pa tako je to dovolj dobro, ni dovolj dobro, pa dej ne da se mi več, a potem recimo delam koncerte, a bodo ljudje kupili vstopnice, ne bodo kupili vstopnice, bodo prišli, a veš, to je tako, ne, ful je teh takih dni, ne, ampak potem pač v takšnih dneh imam neke svoje rituale, ki se spomnim, zakaj to delam, kaj želim in se pol tudi zelo hitro vrnem na to neko zeleno vejo, pa se rečem, ajde, dej Gašper, dej nehi, tle zdaj neki jamrat, pa to, ajde, idemo, ne. To je mogoče, to se mi zdi, da mi je, kar sem hvaležen svojim staršem, no, da so mi dali to neko delovno vrednoto, no, ki mi je zelo pomembno, da mi nič ni problem narediti. Nič mi ni problem, ali je to zdaj, ne vem, toliko različnih poklicev sem že upravljal v svojem življenju, da sem hkrati, ko sem bil mlajši, sem zelo bil, ne vem, večkrat jezen, ne vem, moj oče je imel gradbeno podjetje, recimo, in sem med poletjem res 2 meseca delal pri njemu na gradbišče, ne. Tam so moji sovrstniki se igrali, pa hodili na morje, jaz sem pa tam delal pri njemu in mi je bilo tako, kam moram jaz to, ne. Pa pri nas doma smo imeli tudi pač zelo, bom rekel, tako veliko kmetijo, imeli smo konje, sem bil zelo pač kot otrok že povezan s konji, tudi treniral jahanje in tako naprej. In se mi večkrat zdaj, koliko moramo mi to skozi neki delati, pa skrbeti za te konje, pa tako, ne, res je bilo pa glasbena šola, pa tako milijon enih stvari, ne. In kakorkoli mi je šlo na živce kot otroku, da imamo toliko enih stvari, da nimam časa za, ne vem, za igro, pa se imeti fajn. Toliko sem v bistvu zdaj bolj hvaležen, no, da mi ni več problem, no. Ni mi toliko problem neke stvari narediti, če je treba stisniti neke stvari. Sem pa hvaležen hkrati za to, da zdaj res pri teh letih počnem relativno stvari, ki so mi res fajn. Ponavadi je tako, da potem, ko za nazaj gledaš, vidiš, kaj te je naučilo, a ne? Ja, čeprav si tam v srednji šoli ali pa osnovni mislil, zdaj pa vidiš, a ne? Ja, to so ta najstniška leta, ne, in jaz sem bil kar sicer zelo tak delaven, pa priden, hkrati se mi zdi, sem pa tudi znal biti kar upornik, no. Tako, sem imel neko svojo vizijo skozi življenje. Zelo mi je bilo to pomembno, ta samostojnost. Tako, res nisem hotel biti odvisen od nikogar, no, in tako. In tudi zelo hitro sem začel služiti svoj denar, s tem, da sem igral harmoniko in tako, ne. Takrat se spomnim, da so bili še ti tolarji in sem tam igral po kakšnih gostilnah in so me potem ljudje še tako, se spomnim, v meh, a veš, ko ima harmonika ta meh, so mi tako dajali te Prešerne pa tako naprej, ne. Tako da sem kar hitro ratal samostojen. No, vidiš, prej si igral po gostilnah s harmoniko, verjetno v Novem mestu, zdaj pa svoj koncert tam. Ja, zdaj pa svoje koncerte, zdaj bom res s tem drugim albumom, ki bo konc nekje septembra išel, tudi pripravljam z ekipo mojo prvo samostojno turnejo po Sloveniji, kjer bom z bendom predstavljal ta album, tako da se zelo veselim, no, vsega tega. Zelo se veselim, hkrati me je malo strah, če bo kdo prišel na te koncerte in tako naprej, ampak takrat, ko me malo strah popade, si probam reči, pa dej, se bo vse kul. Pa tudi recimo, zdaj sem imel v Ljubljani pred kakšnim koncert in je bilo tam, ne vem, slabih 100 ljudi, in mi je tako sem hvaležen za ljudi, ki pridejo na moj koncert. Veš, res ne jemljem to samoumevno, da nekdo si vzame čas, se doma obleče, se zrihta, se usede v avto, da denar za vstopnico, in potem preživi čas, tiste 2 uri s tabo, to mi res tako, mi tako kar mravljinci gredo po meni, da si nekdo vzame čas zate, da te pride poslušati in res mi je vedno cilj, da na koncertih dam tako vse od sebe. Da dam celega sebe, pa ne samo, da zapojem svoje pesmi, ampak zelo mi je pomembno, da ljudje skozi moje pesmi in skozi moj koncert, da spoznajo mene. Tako, to imam jaz rad, ko recimo grem na kakšen koncert, da jaz poznam
izvajalca, ne samo skozi njegovo glasbo, ampak tako, kako on razmišlja. In vedno na koncertu tako zelo veliko govorim. Moj bend mi pravi, da sem zelo dober govorc in takrat se zelo veliko, bom rekel, ja, govorim tako neke stvari, no, kako jaz razmišljam, kakšne anekdote in tako naprej. In se vedno tako lepo povežemo z mojo publiko, no, in sem res zelo hvaležen, da je teh poslušalcev iz leta v leto več, ki me spremlja, ki spremlja mojo glasbo in me tako vsakodnevno, ko mi kaj napiše, tudi na kakšno moje socialno omrežje, kakšno lepo sporočilo, me tako zelo poboža. Se res vidi, da ti to veliko pomeni. Se pa tudi vidi, da si res dober govorec. Hvala. To je mogoče pa ta neobremenjenost, se mi zdi. Pa tudi izkušnja, veš, to je res ta radio, televizija ti zelo da veliko izkušenj, ne, ker si skozi tako malo pod pritiskom, ne. Moraš vedno tudi, ko dobiš gosta, se sama veš, nekdo sedi nasprot tebe, ne, včasih se moraš znajti, pa gost mogoče ni tako zgovoren in pol ti iščeš, kaj bi ga še vprašal in tako, ne. Pa uživo je. Pa uživo je, ne. In je bilo ogromno takih situacij, ko smo se tako malo lovili, ampak to te vse, bom rekel, dela boljšega in boljšega. In mene to v življenju zanima, no. Tako, ko gledam za nazaj, pa zdaj recimo, zdaj sem recimo 2 leta pa pol, 3 leta skoraj že v teh nekih voditeljskih vodah in ko gledam začetke moje, ne, kako je bilo, ko sem bil res tako čist prestrašen mal, pa tako, pa ob sebi sem res imel, na Veseljaku sem je začel Darjo Gajšek, Darja je orang voditeljca, izkušena, jaz pa tam en mulc, ne, nikoli bil pred mikrofonom, televizijskim, radijskim, ne. Ampak pa sem se kar zelo skalil, tudi malo najdel. Razvil, ja. Mal ti. Kilometrino, no. Res enostavno kilometrino rabiš, tako na odru, kot vse posod, nekako moraš biti vržen v vodo, plavati, se učiti. Zelo sem to tak človek, da se zelo rad učim, no. In vedno pravim moji ekipi, dej, povejte mi, a je to bilo dobro, ni bilo dobro, in zdaj zelo vejo, da rad imam zelo konkretno od ljudi, ki jim zaupam, ki jih spoštujem, ki vem, da vejo več kot jaz, da me lahko učijo. Imam zelo rad, da so ful iskreni, da ne zdaj mi neki reče, ja, lahko bi ti tle malo boš. Ne, povej mi, to si ful dobro naredil, to si čist grozen naredil, ne, in zelo rad se učim, no, takih ljudi. Se tudi jaz, ko se pogledam v prvih par epizod, mi je grozen. Vidiš, ja. Teda točno vem, kaj to imamo vsi, se mi zdi, veš, na koncu si misliš, pač vsi smo krvavi pod kožo, vsi imamo neke svoje izzive, vsi iščemo skozi nekje je treba začeti. Ja. Kakšen ti je bil pa preskok na televizijo? Prej si bil samo radijski voditelj. V bistvu je bilo ko sem jaz prišel, je bilo že takoj ta radio, televizija. Ker vseeno, če je samo zvok, je drugače. Ja, je drugače, ne. Bi bil jaz lahko, jaz sem drugačen človek, ker sem zelo rad v trenirkah. In tako doma sem, tako da je lepo easy, da je chill. Tako da verjetno, če bi bil sam radio, bi bil skozi v trenirkah. Ja. Zdaj pa je televizija, čeprav mi pa televizija iskreno še bolj ustreza. Ja? Ja, ima ta večji adrenalin. Ko greš, ko veš, da je to tako, da te ljudje gledajo, da pa čez ta objektiv te gleda ogromno ljudi in je to neka tvoj kanal do prid oziroma do stika s publiko in mi televizija kar ustreza. Se vidim, no, recimo, se vidim v tem, da bi kdaj vodil mogoče kakšno večjo oddajo ali pa recimo kakšen slovenski festival. To bi mi bilo kar izziv. Vseeno si navajen tega stika s publikom, ampak ja, s televizijo je malce drugače, le gledaš v kamero, čeprav ja, se zavedaš, ljudje me bodo gledali, kot pa na odru, kjer moraš čutiti svoje poslušalce, ne? Ja, oder ta koncertni je čisto drugačen, no. Tudi recimo jaz imam okrog sebe, sem res hvaležen, res krasen band, ki so v prvi vrsti moji dobri prijatelji in odlični glasbeniki in imamo za koncerte res lepo narejen ta koncertni repertoar in se mi zdi, da sem na odru tako zelo varen, v enem tem mehurčku, kjer se zelo udobno počutim in se mi zdi, da je to ena taka lepa osnova za to, da se lahko približam publiki, da se med koncertom razvije med nami ena taka lepa energija, no, in to nam kar uspeva. No. To je zelo pomembno, ja. Ja. Si pa prej govoril o opori in o tem, kar so te starši naučili, ampak verjamem pa, da je tudi tvoja družina zelo velika opora zate.
velikrat spregovoriš o svojih sinovih, ki sta še tukaj mala, verjamem, da ti tudi po glavi kdaj skačeta. Ja, zdaj da bosta letos Brim 5 let star, pa Fran 3. Se mi zdi, da sta se ravno kar rodila, pa tako, en bo že kar v šolo, kmali in tako, ne. Ja, ne da se mi zdi, če bi me 6-7 let nazaj vprašala, da bom jaz imel otroke, bi ti rekel, ja, okej, bi rekel, da verjetno ne, ker sem zelo karierni človek po eni strani, no. Mi v bistvu ta pot karierna veliko pomeni. Nekako želim doseči neke stvari, ki sem si jih v življenju zadal. Pa bil sem tak človek, da vedel sem, da bi si želel imeti otroke, pa hkrati tudi nisem imel pretirane želje. Ker imam recimo prijatelje, ki so tako že v srednji šoli, ja, jaz bom sigurno imel otroke in tako naprej. Jaz sem bil pa tako, okej, če pač bodo nekako vse se poklopili, ja, če pa ne, se mi zdi, da bi pa ravno tako dobro živel. Ampak zdaj, ko imam otroke, sem zelo hvaležen, da sem občutil to ljubezen, res to neko brezpogojno ljubezen in se mi zdi, da me je glih ta vloga fotra tako postavljeno in da mi je dala tiste neke stvari, ki sem jih vedno pogrešal pri sebi. Res to suverenost, neke stvari in tako, no, ko si fotra 2 mulcema, pač to tako je, moraš biti postavljen človek, no. Se mi zdi, da to je moja odgovornost, da moja 2 otroka imata zdravega očeta, ki ve, kaj v življenju hoče, da sem ima vzor, da je vedno, če se trudiš, mogoče doseči svoje sanje, da si deloven, da si sočuten. To se mi zdi, da današnjemu svetu zelo manjka, to neko sočutje, da ja, sej vidiš samega sebe, pa svoje sanje, pa tako naprej. Ampak zdi se mi, da moraš imeti malo odprte oči, da so na drugi strani tudi drugi ljudje in z drugimi težavami in tako naprej. In to sočutje se mi zdi, da je zelo pomembno. In to so neke te vrednote, ki bi jih jaz rad, da jih imata moja 2 otroka, no. In se mi zdi, da če mi bo to uspel kot očetu, mi bo kar dovolj uspel. Si želiš biti dober vzornik, ne? In tudi Maja, ja, v bistvu. Tako, ja. Predvsem si želiva oba biti dober vzor. Se mi zdi, da z vzorom največ narediš, ne? Če ti sam nekaj govoriš otroku, potem sam delaš drugače, nima to neke teže, ne? Se mi zdi, da otrok mora videti starša, na kakšen način funkcionira, kako razmišlja, kako se izraža, kakšen odnos ima do dela, do denarja, do svojih sanj, do drugih ljudi in to se mi zdi, da otroci pa so kot spužvice, ne. Jaz vidim, ta malo me tako absorbira, čist me vzame, ne. In tako me tudi zdaj veliko vprašajo, ste že kaj glasbenika, pa to ne. In ja, srkata to, ne. Se mi zdi zelo normalno pri nas doma, recimo jaz zelo veliko imam doma en tak domač studio, veliko igram, pojem, ustvarjam in tako naprej in itak sta ta moja 2 obkrožena z glasbo, ne, in zelo rada imata recimo te inštrumente, ne. Pa se mi zdi to zelo normalno, ker verjetno, če bi bil pa foter zdaj avtomehanik, ne, bi pa, ne vem, po cel popoldne šrafal avtomobile, bi pa verjetno to rajš počela, no. Tako da se mi zdi to zelo naravno. Po drugi strani pa še Maja, plesalka, tudi povezana z glasbo. Z glasbo, z neko umetnostjo in tako naprej, no, tako da se mi zdi logično, da sta malo da sta bolj v to vpeta. Ja, da sta zelo vpeta v to, ja. Ko bosta pa bolj podobna in v čem? Brin, starejši, se mi zdi, da je zelo moj, tak tudi karakterno, je tak zelo močen karakter ima, no, v tem smislu, da on kar že ve točno, kaj bi in tako naprej in zelo je tako, bom rekel, v glavi. Tako manj se mi zdi, da čuti stvari, ampak bolj je v glavi, tako zelo mora imeti stvari dodelane in tako, kaj vse, on že točno ve, kaj bi, kaj ne bi in tako je zelo. Tudi že malo perfekcionist? Ja, to in mi tako si mislim, ne, ta malo, ne, dej bo malo bolj easy, ne, dej malo se sprost, ne, dej probi se malo bolj začutiti, ne. Ja. Tako da je zelo, sicer zelo tak srčen, resen, ful sem ponosen na ta mala 2, no, kako že zdaj dojemata ta svet in tako naprej. Fran, ta malo je pa bolj taka flegma, no. On se pa prepusti in on tako uživa in je tak zelo naš, nas zelo spravlja v dobro voljo, no. Tako da
sta oba skupaj res taka lepa kombinacija, no, da ko sem v njuni družbi, je tudi to, si mislim, da če imam slab dan, ravno to, ko sem z njima, ne, ona dva me tudi učita to, da fotor bodi zdaj tle, ne. Jaz moram biti, ko sem z njima res v trenutku, ne, ker predvsem Brin, ker me zelo dobro tako pozna in mi je res zelo podoben, takoj ve, jaz sem z njima pa nekaj drugega razmišljam, pa tako prav, oči, kaj zdaj razmišljaš? Nisi ti tle, da je neki, ne. Ful me dobro začutno. Tako da se mi zdi, da otroci te res postavijo v ta trenutek, res moraš biti z njimi, par njih ni tega fejkanja, no, in to mi je zelo všeč. Ja, res ni nič na pol, moraš biti tam, za njiju dva in ja, lepo mi je preživela trenutke z njima, veselim se, oziroma zelo rad jo gledam, kako odraščata v taka mala človeka, želim si z njima odkrivati svet, ima dati tudi lepe trenutke, da boste imela lepo otroštvo, no. To mi je en tak cilj, da skupaj vidimo svet. Jaz tako bom rekel relativno, nisem videl veliko sveta in si z njima res želim nekako videti lepote sveta. Potem, ko si rekel, da je manjši bolj flegma, je tudi Maja bolj flegma ali ne? Je v tem podobno? Ja, Maja je zelo tudi zelo perfekcionist in tako zelo delavna in tako, ampak zna iti bolj v feeling. Zna stopiti daj korak nazaj, to se jaz zelo učim v teh letih, no, da jaz sem zelo neučakan pri nekaterih stvarih, ne, ampak včasih moraš malo počakati stvari, včasih morajo dozoreti, včasih moraš ti dozoreti, včasih mora nek projekt dozoreti, včasih bi jaz kar malo na silo šel v to, dajmo, ne, in zdaj vidim, da moram malo stopiti nazaj, zadihati, in tako, in se pa same stvari tako speljajo, no. Tako da včasih moraš biti tudi malo bolj sproščen pa fleksibilen, da ti življenje pol samo od sebe ponudi neko najboljšo pot zate. Kako se pa obnese ta mala razlika med sinovoma? Zelo. Na začetku ne, in Maja je rekla, jaz bi zakonsko prepovedala 4 leta minimalna razlika med otroci. Mislim, začetek je bil res tako naporno, itak, imaš 13 mesecev starega otroka, pa potem pač dobiš še enega. Res, da je bilo to v času korone, ker sem jaz imel precej manj dela in sem imel zelo, zelo veliko časa, več kot ga imam recimo zdaj, in je bilo to eno tako res lepo obdobje za nas, no, za tako, da smo postali družina, da sem se malo v to vlogo očeta, da sem se je navadil in tako naprej, ker itak ti vsak pravi, kakšen oče si, ne vem, kakšen oče sem, se te noben ne uči v šoli, ne vem, oče je tak, ne, nekako grem po nekih svojih občutkih in tako naprej, ne. Ampak ja, ta mala razlika, zdaj, ko sta pa že toliko stara, 5 pa 3, je pa ful dobra. Ja, ker se res tako zaigrata, greš recimo, ne vem, na kavico ali pa tako, res se zamota se en z drugim, ko je pač potrebno. Brin zelo rad že tako, ne da beremo, pripoveduje Frano kakšne zgodbice in tako, in mi je zelo všeč, da sta ful povezana, hkrati itak je ta bratska, ne, tudi kdaj kakšna borba med njima, ne, kar se mi zdi pač tudi prav, ne, sej jaz imam tudi 2 sestri in smo skozi bili mal med sabo, ne, to, ko smo se imeli radi, smo se po drugi strani tudi mal kregali in tako naprej, ne, ampak to je neka dinamika odnosa, ampak ja, tako da, če me sprašuješ, če boš daj imela otroke in to majhno razliko, ti priporočam, da imaš majhno razliko. No, tudi Maja bi zdaj priporočala. Tudi zdaj bi priporočala, zdaj se že pogovarjam, ampak res dobro, zdaj si imamo pa res cool. Mi je bila pa ena tvoja izjava ful lepa, ko si povedal, da ko nisi z njima, da včasih pogledaš njuno fotografijo ali pa video in da te tudi takrat spravita v boljšo voljo, v zagon. Ja, že na telefonu, no, imam eno tako zelo prisrčno njuno fotografijo. Ja, včasih se spomnim, a veš, jaz sem tako, no, jaz si skozi želim neki boljš, neki več bi od sebe, rad bi še boljš pel, rad bi boljš kitaro igral, rad bi boljše pesmi delal, rad bi dal vse od sebe na koncertih, ne. A hkrati pa tudi malo pozabim, in se spomnim, ne, predvsem v slabih dneh, ne, zakaj vse sem lahko hvaležen.
imam 2 zdrava otroka, imam veliko stvari, za katere sem res lahko v življenju hvaležen, in je tudi to ena taka stvar, da si rečeš, da se malo ustaviš, pa si rečeš, wow, življenje, ja, ogromno želim si še doseči, ampak življenje, hvala, ogromno sem že dobil v tem življenju, hvaležen sem za to, in se res pa v slabih dneh počutiš, pa se imamo v bistvu lepo življenje. Lepo, ja. Rabiš mogoče manjši upomnik, tako da ja, rabiš upomnik, ampak... in tako, in absolutno me potem spomne ta dva, ko jo pogledam, si mislim tako, pa če misli tam, leto, hvala vam jaz, enega Brina, enega Frana, 2 zdrava, luštna otroka, ki sta vedoželjna, ki gresta po nekih svojih stopinjah, in to je to. Ja, to je to. Katera je pa morda pesem, za katero si navdih najbolj iskal v družinskih trenutkih? Vem, da obstaja videospot, v katerem je tudi Maja in mislim, da starejši sin. Ja, to je bilo čisto na začetku, ja, ko sem še prvi album, je skladba Samo tvoj. To je ja, tudi ena taka lepa pesem, v katero sem želel vplesti svojo družino. Potem ena zelo osebna zgodba je Nosino skladba Angel, ki sem jo v bistvu posvetil svoji babici, ko je umrla. In to je bilo v bistvu tako, no, nekako svoje občutke zlivam v skladbe, no, in tako, in ta Angel ima res zelo močno sporočilo. Babica, no, je bila meni kot druga mama, no, res sem, moji starši so, bom rekel, ogromno delali, in jaz sem odraščal tudi s to babico Frančiško, in ona mi je bila res druga mama, ona me je ogromno stvari naučila, veliko sem z njo tudi delal, preživel časa, šel na dopust z njo, spomnim se časov, recimo hodila sva v Rogaško Slatino vsako poletje, in jaz sem vedno vzel harmoniko zraven, in sva potem po večeri šla v ta park njihov, ne, tako je še vedno tam Rogaški park, in so tam ene klopi in sva zvečer sedela tam, jaz sem vzel harmoniko, dal seveda kovček odprl, igral, in potem tudi ljudje so dejansko metali denar noter, ne, in moja babica je bila čisto ponosna name, vesela in tako, in sva šla na sladoled skupaj, in ona mi je bila res taka velika opora, no, in tudi ona je imela tako zelo težko življenje, no, je zelo zgodaj ostala vdova in je imela pač 5 otrok in zelo borbena, delovna, in tudi ona mi je še danes, no, tako upomnik, vse se da, vse je mogoče, če je še tako težko, se da pregurati, no, tako da sem zelo vesel, no, da sem res ob sebi imel tako zelo močni ljudi, no, ki me tudi navdihujejo, in ta Angel je bil potem en tak izliv nekih lepih čustev. No. To je lepo. Ja. Sicer pesmi nisem poslušala, ampak verjamem, da se to poslušim. Tudi sliši. In vedno res, ko jo zapojem mi zelo veliko ta pesem pomeni, ko jo zapojem na koncertu, je zelo posebna emocija se zgodi takrat, ker slej ko prej pač to je življenje, ne, vsak se sreča z neko izgubo svojega najbližjega, in to je trenutek na koncertu, ko tisti, ki pač smo že nekoga izgubili, pomislimo na tisto osebo in pač takrat solze pretečejo, in je tako zelo, zelo poseben trenutek na koncertu. Verjamem, ja. Nabit s čustvi. Ja. Ampak ravno to pa dela vse skupaj. Posebno. Ja, to smo ljudje, ne. To se mi zdi, da danes tako zelo skrivamo te čustva, ne, da... Ampak tudi razumljivo, ker nočemo biti ranljivi, ne. Sej, če pokažeš čustva, če odpreš srce, si hkrati ranljiv. Ampak jaz se zdaj v zadnjih letih tega ne bojim več. Ne sramujem se tega, da vem, da če sem žalosten, želim to pokazati, če sem vesel, želim to pokazati, če se me nekaj dotakne, tako da, ker jaz sem kar tako, no, zelo sem emocionalen, zelo hitro mi pretečejo solze in tako, zelo sem empatičen in tako, in vedno tudi recimo, ko igram na porokah veliko, ko so tako lepi trenutki, pa imam še enega pianista, enega mojega zelo dolgega prijatelja Jerneja, ko sva midva oba sva res take cmere in tako nekdo se nekaj lepega pove in sva tako oba v solzah in tako, no, se mi zdi, da čustva nas delajo ljudi, ne, in
to se mi zdi tudi zelo pomembno, to tudi jaz svoje otroke učim. Če si jezen, bo ti jezen, valjda ne škoduj drugim, ne? Ampak če si žalosten, če si vesel, če si razočaran, če si srečen, to se mi zdi zelo pogumno pokazati v tem svetu. To pa verjetno tudi tebe kot umetnika to dela. Še boljšega, ker znaš izražati čustva, znaš se povezati z ljudmi, a ne? Ja, to se mi zdi, rabiš suverenost, pogum in verjetno tudi ljudje, ki mi tako malo piše na Instagramu, ko objavim kakšen delček, kakšne pesmi, recimo, pa mi piše, wow, to se me je ful dotaknilo. Se mi zdi, da če si ti iskren v čustvih, to se dotakne ljudi. Ne? To se tudi mene, recimo, ko poslušam svoje neke izvajalce, ki so mi všeč, ko vidim, ko so tako iskreni v tem in to se me najbolj dotakne. Spomnim se zdaj, pred kratkim sem bil na koncertu Marka Tolja, tle v Ljubljani, in itak mi je všeč njegova glas za vse, ampak kako je on pripovedoval te zgodbe, tudi kad nisem poznal recimo neke njegove pesmi, ko me je on postavil s tem občutkom, zakaj to pesem napisal, kako jo doživlja in tako, me je čist imel, me je čist držal v teh emocijah. Tako, to se mi zdi kot ustvarjalcu zelo pomembno, da si iskren pač v tem, kar delaš. Da si že delil z nami ene take stvari, ko mislim, da jih ne vedo vsi o tebi. Ja, vidiš, si me kar tako, veš, tam imaš tak ambient, da se počutim kot doma, veš, da kar zelo veliko govorim, se mi zdi, ne? Mene to zelo veseli. Tada me še zanima, kakšen si ti na domačem kavču. Ok, vemo že, da v trenirki, ampak kaj so še neke take stvari, Ko pridejo dnevi, sicer zelo redko, ampak ko pride dan, ko recimo, da tudi ni tam malih in tako naprej, da sem sam, znam biti pa tudi tako len. Res, znam biti tako len. Gledam kakšno dobro serijo, kakšen dober film, ležim na kavču, koliko mi to paše in tako naprej. Včasih sem imel še ta problem, veš, kaj je bil zunaj sonce. Pa sem rekel, zdaj moram pa dan izkoristiti. Ne? Zdaj recimo, če imam prost dan, pa tudi če je zunaj sonce, pa se mi ne dajt ven, dam rolete dol in tako brez slabe vesti uživam ali v dobri seriji, dobri knjigi, dobrem filmu, ali v družbi kakšnega prijatelja in tako naprej. Dobri hrani, no. Evo, z leti zelo rad dobro jem. Skuhaš kaj? Ja, zelo rad kuham. Res, če ne bi bil glasbenik, bi bil mogoče kuhar. Ja. Če imam čas, tako ful dobro mi je kuhati. Nekaj, pa ne vem, če znam nekaj skuhati. Recimo zdaj pred kratkim sem delal domače njoke. Ful mi je pomembno, veš, to se spremeni, ko si mlajši pa starejši. Včasih babica kuhala te, veš, enolončnice, pa ne vem, segedin, pa to, pa se mi je zmeri, pa ne, spet to za jest. Zdaj pa tako obožujem te stvari, ne, vse, kar je domače in tako. In ja, rad kuham, vse, kar je, rad imam lokalne stvari, tako da imam tudi svojo, recimo, če mi mami ne preskrbi zelenjavo ali pa sestra, ki imajo obe pač svoj vrt in tako naprej, jaz zdaj, ko sem v Ljubljani, pač tega nimam. Imam tudi, če nimam mami ali pa sestre, ki mi prinesejo zelenjavo, imam eno najljubšo tam gospo na tržnici, ki mi že tako preskrbi te gajbice. Že ve, kaj potrebuješ. Že ve, kaj rabim in tako naprej in pol rad kuham tako, ali zase, ali za družbo, ali tako. Ni kar fajn. Če imam le čas, no. Tako da tvoja družina je ful vesela, ko se ti spraviš. Ko imam čas in da se družim, ja. Se pa rad tudi pustim razvajati, no. Sem kar tak, rad se pustim razvajati, ne, da me malo ljudje, kdaj malo, ali mi kdo kaj dobrega skuha, ali pa speče, ali pa me povabi na eno dobro večerjo, recimo, to mi je tako. Hvala lepa. Kaj pa Maja, kuha? Ja, Maja tudi kuha, ja. To je tudi ta, veš, ko imaš oba sva tako, da tudi želiva prehraniti tudi zaradi naju in zaradi otrok, da jemo dobre stvari, no. Da jih naučiš otroke nekako tudi novih okusov in tako naprej. Pa odkar imamo otroke, ja še bolj paziva, da nekako jemo čim bolj zdravo, no. Tak, ja. Tako da moraš pol itak čim več kuhati. Pa na tej točki še zanima, sem te prečekirala oziroma pogooglala, kako se temu reče, da je bilo kar nekaj člankov tudi o tem, da imata z Majo 9-letno razliko. Kako to vpliva? A si razbil vse stereotipe, ki v tem, da to ne gre skupaj? A veš, da imam v žlahti kar neki tet, pa tako, ko imajo tudi to razliko. Tako da očitno nam je to že v krvi. Pa moja sestra je imela tudi nekaj časa, zdaj sicer ni več fanta, je imela 12 let. Starejšega fanta. Ni me to nikoli motilo. Res me ne moti. Jaz, če se z nekom povežem, če mi energija steče,
če stvari štimajo. Ni važno. Ja, nimam teh težav. Je pa res, da vedno, evo, to je tudi nekaj na tem, sigurno, vedno sem imel starejšo družbo. Nekako ne vem, tudi mogoče to je odraz neke moje odraslosti, ali kaj, ne vem. Vedno sem, tudi ko sem bil mlajši, recimo so moje vrstniki, ne vem, žurali, jaz sem takrat že ful špilov in sem imel vikendete neke špile in tako naprej in sem že služil nek svoj denar in tako sem imel posledično tudi starejšo družbo. To, kar je moje sovrstnike zanimalo, se je meni zdel malo preotročje in sem vedno tako gledal naprej. Par let si preskočil. Ja, se mi zdi, sem par let preskočil, ja. In tako me tudi večkrat ljudje tako reče, pa ti tako odraslo razmišljaš, pa to ne. Se mi zdi, sem bil zmeri tako malo. Mogoče tudi, ker sem bil recimo v moji žlahti, sem jaz, pa ena moja sestriča najmlajša sva, so vsi neki starejši in tako in sva skozi sem imel to, ne, tudi starejši sestri imam in mogoče je tudi zaradi tega, nekaj na tem. Verjetno, nekaj malega. Ja. Za zaključek imam pa še zate kratko vprašanje za kratke odgovore. Zmenjeno. Ampak ponavadi mi že vsi uvodoma odgovori na vprašanje, ali so jutranje ali nočne ptice in tudi še za tebe zdaj vemo, da nisi ravno jutranja. Nisem ravno jutranja ptica, ampak če pač moram ostati, ostanem in to je to. Drugače bi pa zbiral, sem pa bolj, ja. Zvečer sem tako, veš, tudi če se ful zjutraj zbudim, ko je ura 1:06 zvečer, sem kar ris. Tako, evo, lahko je zdaj še do jutra sem po koncu. Kakšna je tvoja sladka razvada? Čokolada. Čokolada mi je tako, ali pa kakšna recimo dobra sladica, tako da je neki wow, tako, to me kar kupaš. Čokoladna verjetno. Čokoladna, ja. Čokolada, ja. Kaj te najbolj osreči? Mislim, definitivno zdaj moja dva otroka, no, tako, ki sta z nekimi izjavami, tako, ki sta toliko prikupna, včasih neki jemo, pa se Francem tako, se neki nasmeji in je tako, the best, take mejne stvari. Pa zelo so mi všeč, ne vem, se to je mogoče malo podsukran, ali pa, da nimam ne rojstnega dneva, da nimam nobenega praznika, nič, pa se kar nekdo spomni, ali pa recimo moji učenci, ki imam v Novem mestu glasbeno-umetniški center, pa mi kar tako nekdo prinese, zdaj je bila ena punčka, pa mi prinese tako čokolado, ko ve, da imam rad čokolado. Kaj si mi to prinesla? Ja, ne vem, ko si ti tako fajn učitelj in tako. Take pozornosti me ful sreča, no. To so take malenkosti. Ali si takšen človek, da obžaluješ stvari za nazaj, ali se ti zdi, da se je vse zgodilo z razlogom? Vse se zgodi z razlogom, ampak Gašper zelo kalkulira nazaj, kaj bi lahko naredil drugače in tako naprej. Zdaj vse manj se probam ukvarjati, pač to je bilo, tako je bilo, tle sem zafrknil ali pa tle nisem zafrknil in probam gledati naprej, narediti boljš, če je kaj za popraviti in tako naprej. No, probam čim manj obžalovati, zato želim res tako v danem trenutku vse dati od sebe in da potem ne obžalujem. In pa še, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da imaš še zdaj eno posebno mesto v tvojem srcu? Tudi to ne rad govorim kaj. Ampak zelo mi je všeč, da mogoče ljudje zaznajo pri meni neko srčnost. No. Se mi zdi, da veliko to dobim, da sem zelo srčen človek, da se dobro počutijo ob meni. No. In to mi je tako veliko pomembno, da ljudje to zaznajo, ker nekako ne želim to delati, da sem, ampak nekako to se mi zdi, to je ena taka res moja misija, pa tudi vrednota. No. Se mi zdi, da v življenju moramo biti srčni, sočutni. No. In ljudje to večkrat zaznajo, no, za kar sem hvaležen v bistvu. Tudi jaz sem zaznala in se ti lepo zahvaljujem, da si z mano spil tole skodelico kave. Hvala za vabilo. Bilo je zelo, zelo prijetno. Hvala ti.